Zdravo, sem Aljoša Ilc-Končan, skupine Abajtov in danes mi družbo delata dva prava keltska rockerja iz Štajerske. Happy Old McWeasel že od leta 2007 svojo nalezljivo energijo navdušujejo tako doma kot tujini. V tem času pa so poleg mnogih singlov izdali tudi dva studijska albuma. Nahajamo se v mariborski Meki za vse mesojece, pubu in restavraciji Meeting. Tukaj so znani predvsem po svojih mesnih specialitetah. Kaj si bomo danes prvoščali, nam bo povedal Dominik. Danes, to je naš hišni burger, Meeting, z jedinim sirom, čebulnim konfitom in hišno mako, to pa San Diego z guacamolejem, mazom in ananasom. Ta pa za tiste, ki imajo preveč kil, ne? Hvala. Vito Movija, pa se mora Brad Pitt predstaviti, pa to. Are you dirty? Yeah. Are you dirty? We're dirty. Kot vidimo tukaj, imate letos od marca, če se ne motim, s Bevogom tudi svoje pivo. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Ja, v bistvu to sodelovanje kujemo že kar nekaj časa, oziroma poznamo se z Bevogom že zelo dolgo. V bistvu od njihove prve obletnice delovanja, ko so nas povabili na njihov tudi v bistvu takrat prvi festival, ki so ga organizirali, nas povabili, da tam odigramo par komadov oziroma koncert. Seveda smo se zelo dobro razumeli in kar je bila največja fora je pa to, da takšnega backstagea še pa nismo videli. In takrat, kjer se od nas še ni zaljubil pivo, se je moral takrat. Kajti backstage smo imeli dobesedno v varilnici piva. In to je po domače rečeno, kako bi rekel, dream come true. Ob vseh nekih, od njihovega začetka, ob vseh nekih prelomnih trenutkih, naših, bom rekel, obletnicah benda ali podobno, karkoli smo se nekako našli, smo sodelovali že v preteklosti, so nas oni založili s pivom ali smo mi za njih igrali kakorkoli. Smo že, tako da je rekel Gregor, gojili to sodelovanje, zdaj pa mislim, da po dobrih 12 letih pa je prišlo do te točke, pa smo rekli next level, damo eno stopničko više in smo dejansko zvarili skupaj eno pivo. Ki se mu reče preprosto Weasel. Zanimivo mi je tudi, da ste za oblikovanje tele grafike se obrnili na japonskega ilustratorja Bogarda Nikuja. Je ta iniciativa prišla z vaše strani ali iz Beograda? Bravo! Respekt za opravljeno domačo nalogo. Skratka, kako se je začela ta zgodba? V bistvu nas je sam artist nekaj časa že nazaj, preden smo se odločili narediti pivo, kontaktiral, če nam bi lahko kako pomagal, ker smo tudi prisotni na japonskem trgu, tam imamo svojo založbo in svojo distribucijo in očitno tudi nekaj fanov in eden izmed teh fanov je tudi tale artist. Seveda, ko nam je pisal, smo rekli, ok, zelo zanimiva zadeva, dajmo malo počakati in potem je prišel trenutek, ko nam je to res prišlo prav. Sam je zelo velik. Alkoholov, še nekaj. To je pelinkovec, stara na prehrastnih soli. Super, čin. Potem, če sem prav razumel, so leteča piva še vedno stalnica na vaših koncertih. Vsak band ima nek zahtevek, hospitality zahtevek, hospitality rider. In tam pač piše eno gajbo pira za band, pa še eno gajbo pira. Ok, na začetku so bili pač organizatorji koncertov, what the heck, zakaj zdaj dve gajbe pira, kaj nijate ene gajbe pira dovolj. Smo rekli, ena gajba piva za nas, druga gajba piva za folk, ko nas prije poslušati, ker se to zasluži. V tisti masi noter, ko so vsi zašvicani, jih moraš malo pogostiti. In to se je ful dobro primilo in folk je tudi zelo vesel tega, te geste. Nekako je pričakovanje zdaj takšno, da skoraj da ne moramo tega
rekel, preklicati, no, nehati početi. V bistvu je eskaliralo tako daleč, da so se danes tudi sami tonski tehniki s tem sprijaznili, da bodo na koncu koncerta brisali polite kable. Ne? Bili so tudi takšni primeri, ko mi je kakšen znanec razlagal, ja, da je hotel punci predstaviti naš band, pridi greva na koncert. Punca pač malo bolj zadržane narave, vse skupaj, on je vseeno prepriča, gresta na koncert, se postavita sicer v sprednjo vrsto zelo na strani odra in prvi komad gre gor, preleti gor na oder, prepivo, pa začne se šmrice zelo prvih 10 sekund koncerta, konec, greva nazaj. Ampak ja, hvala Bogu so vse takšne prigode, ki se zdaj smejimo, tako da ja, nič resnega. Naši fani marsikaj pretrpijo, ne? Zdaj, če se vrnemo malo nazaj, odkje ime Happy All McQuizzle? Ja, glej, McQuizzli smo ena res spontana sorta, ne? Tako kot smo napovedali prvi špil, ne, ko band še sploh ni obstajal, tako smo si tudi domislili imene. Skratka, za šankom smo rekli, kaj bomo? Ja, ne vem, kaj bomo. Ja, čez teden dni imamo špil. Jao, daj nekaj napiši. Pivo 2, naj bo Happy All McQuizzle. To se čuje v tem momentu ful dobro. Mislim, beseda da besedo, več malo se obrne, ne. Naslednji dan, ne, ko sem bil malo trezen, ko sem že bil trezen, niti ni bilo tako hudo kul, ne, ampak napovednik je že šel ven, letaki so bili sprintani in očitno smo obsojeni na Happy All McQuizzle. Je pa tako slabo dobro ime, ne, da ga najde še Mat Kurja, ki ne obstaja. Vsak brskalnik zagotovo, ne. Ker če napišeš 3/4 narobe, je še vedno dovolj dobro, da najde band. Je unikatno. Je unikatno, ja. Kje pa izhaja vaša povezanost z irsko folk glasbo? Spet, ne, to je bila čista fora z Zajškom Primožem na harmoniki. Sva se odločila, da pač, ker smo ostala brez prejšnjega benda, da nekaj pač morava naumiti, ne. In sva rekla, dajva za St. Patrick's Day, ki je čez teden dni, napovedati špil in bomo igrali, ne vem, rečemo irske, keltske priredbe, ker so nama recimo pri srcu. Imeli smo dejansko teden dni, band se je formiral v 2 dneh, rečemo temu tako. Imeli smo 5 dni, da naštudiramo repertoar, ki ga doben niti ni poznal, niti nič, niti še najbolj smešno je, da smo imeli banjo, violino, recimo. Banjo ta doben od nas ni igral, pa se ga je moral nekdo naučiti, recimo, ne. Skratka, iz enega fun vibe-a, pa iz enega res challenge-a smo naredili eno ful lušno zgodbo in ponavadi se lotevamo butastih stvari, ki so nam ful dobre, dostikrat rata, včasih ne, ampak glavno je, da smo pri tem fajn. Zdaj, vaš zadnji singel Break Them Bones je nastal v okviru nastajanja novega albuma, ki zdaj ostaja uvit v tančico. A lahko izdate kakšno skrivnost? Ja, v zadnje dni bom rekel, da vsak izmed članov zagotovo posluša vsaj en komad po 20-30 krat na dan in to je že naslednji singel, ki ga pripravljamo, ne. Tako je, ja. Naslednji singel bo dokaj kmalu, da bomo videli, kako bo z videospotom še točno. Datum izida še ne bova točno izdala, ampak bo v naslednjih mesecih. Ja, večino materiala je za album finiširana. Bomo rekli, posneta je že slaba polovica. Tako da ja, že 3 leta nazaj bi mogli album izdati, roko na srce, ne? Ampak veš kaj je naš čar, ne? Naš čar je ta, da nas je 7, da je to pravlično število, ne? In pravlično smo tudi zahtevni pri sami produkciji, ne? Vsak je pameten, vsega se lotimo v bistvu z največjim inputom, koliko gre, ne? In to, kar damo od sebe, hočemo pač, da je nam prvo res všeč. Ja, in demokracija je... Se pa v bistvu kar igramo, no, z raznimi idejami tudi, radi gremo malo izven svojih okvirov. Bom rekel, radi širimo neko folk rock glasbo, veselje, ki je nam po godu. Doben tudi ne igra pravilno ne harmonike, ne kitare, ne tistega, ampak ko to povežeš med sabo, nam odlično zveni in taka je v bistvu naša formula. Tako je, ja. In tudi opis naše glasbe, ne, skratka, v bistvu je taki neki jolly vibe prisotni in to je to, kaj žene naprej. Tako. Ta naš nek X-faktor.
Super, je najlepša hvala, da ste si vzela čas, pa veliko sreče še naprej. Hvala tebi za povabilo. Tudi tebi in tvoji ekipi in hvala lepa za res dobro pojedino. Ne? Še več takšnih intervjujev, pa predvsem čestitke za res dobra vprašanja, ker si se res potrudajo. Svaka čast res.